Spoštovane in spoštovani prijatelji, pozdravljeni in dobrodošli na prireditvi ob 60-letnici delovanja Prijateljev mladine v Novi Gorici. Najprej kot zveza, potem kot medobčinsko društvo smo že desetletja inovativni in ustvarjalni v skrbi za mlade in z mladimi. In zato tudi praznik, naš jubilej, oblikujemo z njimi. Poglejte, več kot 300 jih je tu na odru in mladi pevci goriških osnovnih šol so pravi dokaz, da znajo stopiti skupaj in pod vodstvom Milene Frinčič tudi ubrano zapeti. Nik Oblak pa vas je verjetno z akrobatskimi spretnostmi, ki jih izvaja svojim letalskim modelčkom, v takti glasbe očaral. Tako kot je bil nad njegovim znanjem osupel tudi Matjaž Lenarčič, svetovni pilot za leto 2013. Spoštovane in spoštovani, mi smo tako mogoče malce manj običajno začeli to naše praznovanje. Šli smo mogoče mimo tistih običajnih oziroma utečenih poti, ampak zdaj smo se že malce umirili, zdaj bomo besedam dali pot in zato vabim predsednico medobčinskega društva Prijateljev mladine, prejšnjo dolgoletno sekretarko in prostovoljko Ivo Devetak k slavnosti oziroma k besedi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani župan Mestne občine Nova Gorica, gospod Matej Arčon, spoštovani poslanec v Državnem zboru, gospod Mirko Bruc, mislim, da je med nami tudi poslanka Mirjam von Klanšček, lepo pozdravljena. Z nami je tudi državni svetnik Tomaž Horvat, župani sosednjih občin, še posebej pozdravljen župan iz Mirna, gospod Marušič, Zlatko Martin, gospod Andrej Mafi iz občine Kanal. Ljudno pozdravljeni in lepo pozdravljena naša častna članica Teodora Krpan, ki je v tej organizaciji aktivna že od leta 1957. Z nami so dosedanji predsedniki, gospod Vuga Vit, gospod Marjan Kavčič, gospod Jože Elersič, gospod Janko Rednak, gospod njihova skromnost, gospod Marjan Kavčič. Seveda, lep pozdrav tudi našim sodelavcem in sodelavkam iz vseh občin. Prisrčno pozdravljeni tudi naši gostje, na čelu z Darjo Groznikovo, predsednico Nacionalne zveze Prijateljev mladine Slovenije. Z njo sta podpredsednici, med nami je tudi dolgoletni predsednik magister Franc Hočevar, ki je tej organizaciji dal svojo noto. So rekli, da ne smem biti preveč dolga. Prisrčno pozdravljeni, drage otroci, krasno ste zapeli, hvala, ker ste z nami. Hvala vsem staršem, ki ste tudi tukaj. Vem pa, da je med nami veliko število tistih prostovoljk in prostovoljcev, ki ste anonimni, ki vas ne omenjamo, pa vendarle ta organizacija ne bi doživela 60 let, če ne bi bili z nami. Hvala lepa. Hvala našemu upravnemu odboru, hvala vsem ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol. Hvala tudi kolegom iz zamejstva, z nami je
gospa Nataša Pavlinova, predsednica Glasbene matice, z njo sodelujemo tudi že desetletja. No, in v roki držim en skromen zvezek, rekli so, da je lep, zelo na malo je tiskan, pa vendarle je poln vsebine. Poln tiste vsebine, ki je označevala našo in vašo 60-letno zgodovino. In če dodam samo kamenček tej častitljivi zgodovini, naj povem, preden povabim na oder, celih 30 let nazaj že je daleč, ko je na naše vrata potrkal tudi mlad študent, tedaj današnji predsednik Borut Pahor. Bil je z nami kar 3 leta, sprva kot vzgojitelj, voditelj plavanja, tudi kot pedagoški vodja. Otroci so ga imeli izjemno radi, to že moram povedati. Pomembno pa je predvsem to, da nas vseh njegovih letih, ko je njegova kariera rasla, do predsednika države ni pozabil. Skoraj da vsako leto je bil na obisku v eni izmed kolonij z našimi otroci in vzgojitelji in tu kaže pravo vrednoto. Spoštovani predsednik, predajam vam besedo. Dragi mladi in vsi vaši prijatelji. Draga Iva, visoki gostje, gospe in gospodje. Zelo rad sem sprejel vabilo na to slovesnost. Gospa predsednica Nacionalne zveze se bo skupaj z nekaterimi izmed vas spomnila praznovanja enakega jubileja pred kratkim v Cankarjevem domu. Bilo je zelo doživeto in ne dvomim spričo takega pevskega zbora, kot je za mano, da danes ne bo nič drugače. Seveda mi je posebno veselje, da se lahko vrnem domov tako in drugače, ne samo domov na Goriško, ampak tudi domov v skupino ljudi, ki so se in se še vedno trudijo po svojih močeh, da pomagajo pri razvoju mladih ljudi, njihovih talentov, njihovih radovednosti, njihovih ambicij, ki jim spodbujajo njihove sanje, ki jim pomagajo tako in drugače, da nekako doživeto preživijo njihovo otroštvo in kolikor je mogoče tudi ustvarjalno njihovo mladost. Drugi razlog za moje veselje tukaj je, in tukaj sem prosil dolgoletnega predsednika, gospoda Hočevarja, da mi malo pomagal za zgodovino, ker je ta daljša od moje, da se skupaj z vami le malce v slavnostnem govoru obrnem na prehojena 60. leta. Delovanje organizacije v Novi Gorici je namreč nekaj posebnega. Ko je bila ustanovljena za vsemi posebnostmi in prepoznavnimi vrednotami, v tem mestu ni imela veliko članov. Nenazadnje, takrat je Nova Gorica šele nastajala. Imela je pobudnike, imela je simpatizerje, mesto se je gradilo, prišli so delavci in pripeljali so s seboj tudi otroke iz vseh koncev takratne domovine, z različnimi običaji, znanji, kulturo in vrednotami. Skratka, to okolje je bilo od vsega začetka zelo multikulturno. Bilo je odgovorno tudi do rojakov čez mejo in do vseh, ki so pognali korenine v tem kraju ali v okolici. Tako kot mesto je potem raslo tudi društvo Zveze prijateljev mladine Nova Gorica. Naloga tega društva in dela je bilo poleg dejavnosti, ki jih je opravljala Zveza prijateljev mladine, še toliko bolj zahtevno, ker se je skupaj z različnimi programi prepletal tudi mozaik multikulturnih pogledov in vrednot. To delo je organizacija opravila odlično in pomembno vplivala na kraj, na ljudi, pa tudi na vrednote, ki odlikujejo naše mesto, Novo Gorico in Zvezo prijateljev mladine Slovenije kot celoto. Zdaj, mnogi vaši starši, morda tudi vaši dedki in babice, ali pa rečemo tukaj nonoti nonote,
se spominjajo teh težkih časov izgradnje Nove Gorice, ampak seveda, kot vedno, starejši ljudje se spomnijo najlepših in zabavnih trenutkov. Mnogi se spominjajo, da jim je sicer na silo postavljena meja delala tudi nove ideje za zabavo, spomnijo se zgodb in pripovedi, kako so se poigravali žogo čez mejo in se na tak način veselili klicov in pozdravov z otroki z one strani. Tega danes na srečo v tem smislu ni več. Ko govorimo o Zvezi prijateljev mladine za Goriško, vključuje 5 občin, moramo povedati tudi to, da je bila ta organizacija v teh koncih ena izmed nosilnih organizacij in organizator večjih dogodkov, kot so zbori slovenskih pionirjev, srečanja zgodovinskih krožkov in to za nadvse značilnimi naslovi. Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti ali pa recimo tiste vloge in akcije, ki so bile povezane z grozotami v času vojne v Bosni in Hercegovini. Takrat ste prijatelji mladine bili zelo dejavni in ste izdatno pomagali svojim vrstnikom v tisti takrat nesrečni deželi. Pri vas so bili pomembni ljudje, ki so svojo prisotnostjo počastili vaše pretekle jubileje in dogodke. Obiskal vas je tudi James Bond, Roger Moore in mnogi drugi. No, vsa ta pozornost dokazuje, da ste vredni vsega zaupanja in da imate danes nocoj skupaj kaj praznovati. No, in ker sem bil omenil vaše začetke, se mi zdi prav, da se ne bi spomnil tudi 50 let vaše tukajšnje organizacije in delovanja krajevnih odborov Zveze prijateljev mladine, ki so organizirali skrb za socialno šibke otroke in družine. Mirno lahko rečemo, in tako je zapisano tudi v dokumentih, da so ti krajevni odbori neke vrste zametki kasnejših centrov za socialno delo. Zveza prijateljev mladine je prehodila mnogo različnih obdobij, bila je deležna upravičenih in neupravičenih pritiskov, očitkov, previhrala je težko obdobje tranzicije v 90-ih letih, vsi dogodki pa je niso zlomili, ampak so jo utrdili v poslanstvu, ki ga najlepše razlaga prav naslov, ki se je ohranil in tudi najbolj sporočilno razlaga njegovo poslanstvo ali vaše poslanstvo, Zveza prijateljev mladine. Tako kot takrat, tudi danes stopajo v ospredje za čas krize nad vse pomembni projekti. Spontano so se pojavili tudi novi programi kot odraz časa in potreb. Čestitam za akcijo Botrstva, ki vključuje že več kot 1000 darovalcev in otrok za projekt Siti smo besed in vaše tradicionalne akcije Pomoži k soncu. To so programi, ki mnogim rešujejo stiske, jih vračajo v življenje in izvabljajo nasmeh na obrazu. Dovolite mi, da kot predsednik republike v imenu države čestitam zdaj medobčinskemu društvu Zveze prijateljev mladine tukaj na Goriškem, vsem, ki so v teh 60 letih pripomogli k temu, da so mladi ljudje odraščali tako, da so danes skrbni starši svojih otrok in da se zahvalim tistim, ki že razmišljajo o tem, kako bodo v prihodnje pomagali Zvezi prijateljev mladine, da bo to poslanstvo obdržala tudi v naslednjih desetletjih. Vsem je velika hvala, tako v imenu države in dovolim si reči tudi v imenu vseh naših ljudi. Čestitke. Hvala, gospod predsednik. Zelo galantno. Prižgala si iskro ognjeno, ogenj tli, pritajeno globoko v meni že gori. Prižgala si iskro ognjeno na dnu srca, napisala pravljico si za naju dva. Zdaj gori
zate in zame, za naju, za vse ljudi. Zdaj gori, prižgala ogenj si, naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi. Če ogenj ljubezni ugasne, ni več strasti, nekje v srcu pa iskra ognjena še tli. Ne reci, z Bogom poiščijo na dnu srca in večno živi naj napisana pravljica. Zdaj gori, prižgala ogenj si, naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi. Zdaj gori, prižgala ogenj si, naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi. Naj greje, naj sveti, naj nihče ga ne pogasi.
Takole, kronika piše, da je Goriška zveza prijateljev mladine pognala korenine skoraj da istočasno kot naša slovenska krovna organizacija. No, mora biti celo malo prej, toda letošnje leto praznujemo mladost oboji. In veseli smo, da je danes z nami predsednica Zveze prijateljev mladine, Darja Groznik. Spoštovani predsednik republike, spoštovani župan, kolegice in kolegi, dragi prijateljice in prijatelji mladine. Res je, praznujemo 60 let mladi, to je naš slogan v tem jubilejnem letu. V aprilu smo praznovali v Ljubljani, danes praznujemo tu v Gorici, do konca tega leta bomo praznovali tudi v nekaterih drugih krajih. Zveza prijateljev mladine Slovenije združuje 93 društev in zvez po vsej Sloveniji. In vsi imamo enak namen, delati dobro za otroke in mladostnike. Tudi medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško ves čas skrbi za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb otrok, mladostnikov in družin, za medgeneracijsko solidarnost, za to, da otroci bivajo in se razvijajo v spodbudnem okolju in za to, da se sliši glas, da otroci imajo svoje pravice. Ali to dovolj spoštujemo, je seveda druga zgodba. Danes praznujemo, čestitam vsem za prehojeno pot, posebna zahvala gre vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so dokaz več, da pozitivnost v naši družbi obstaja. In ker sem tukaj obkrožena z otroci, zaradi njih smo, zaradi njihove energije in mladosti, bi jih prosila za sodelovanje. Vas lahko prosim, da ostanete in prosila bi vas, da kar se da glasno za mano ponovite. 60 let mladi. Še glasneje. 60 let. Hvala lepa. Dragi prijatelji mladine, dragi otroci, spoštovana predsednica društva, predsednica zveze, bivši predsednice in predsedniki, poslanka in poslanec Državnega zbora, državni svetnik, kolegi župani, gospe in gospodje, en prisrčen pozdrav v svojem imenu in v imenu ostalih 5 županov, kjer deluje medobčinsko društvo prijateljev mladine. Poseben pozdrav našemu rojaku, podporniku Zveze prijateljev mladine in predsedniku republike, gospodu Borutu Pahorju. Iskrene čestitke za to dolgo 60 leti prehojeno pot. To je dokaz uspešnega delovanja vseh predsednikov, vseh tistih prostovoljcev, ki so dali del sebe za delovanje tega društva, ki funkcionira še danes in ki bo funkcioniralo, prepričan sem, še naslednjih 60 letij ali celo več. Nimamo izbire, kje se bomo rodili, pod kakšnimi pogoji, pod kakšnimi zmožnostmi. Smo pa kot družba odgovorni za našo mladino, za naše otroke. In posebno odgovornost in to noto pa ima medobčinsko društvo prijateljev mladine, vsi prostovoljci, ki delujejo v tem društvu, zato se vam iskreno čestitam. Ne počnem velikih stvari, počnem majhne stvari, a z veliko ljubezni. S to mislijo Mati Tereze bi se rad iskreno zahvalil vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki so tako ali drugače skozi vsa ta desetletja podpirali to društvo in so marsikateremu našemu otroku pričarali nasmeh na obrazu in iskrico v očeh.
Še enkrat iskrene čestitke društvu, prosil bi predsednico društva, če se mi pridruži, rad bi podaril posebno priznanje mestne občine in darilo vseh 6 županov za to pot in za spodbudo za nadaljnjo pot. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan, vsi ostali župani. To je res darilo za vse nas, ki smo tukaj. Malo prej nisem pozdravila prav vseh in se vsem zahvalila za to, da sem tudi sama lahko, mislim, da dokaj uspešno opravljala svoje delo in kasneje tudi svoje prostovoljstvo, se moram zahvaliti tudi moji družini. Vsem 3 mojim moškim. Hvala lepa. Boj proti zimi. Dobar dan. Zdaj bomo vse bacile prepodili. Ste za to? Tiste, ki zlezejo v nos in tiste, ki so bacili samo v prenesenem pomenu. Ste za to? No, pa dajmo. Ste močni? Bacili so manjši od konja, od bolhe in vsake uši. Brez barve, okusa in vonja, veliko jih skupaj tiči. Množijo se kakor zastavo in njihova moč se krepi. Napadejo vse, kar je zdravo, težko se jih polovi. Bacili, 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 bacili. Odakeli majhni bacili, naj bo tudi zaroj, da so se prav mene lotili, izvalaj bom na dvoboj. Pokažem jim, kaj se to pravi, ustavila bom njihov napad. Takoj se mi nose pozdravi, adijo bacili prehlad. Bacili, 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 bacili. Še po zraku. Bacili, 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 bacili. Vse smo prepodili! Bravo! Ja, prav neverjetno, ne? Damjana pravi, da so to bacili, mi smo enkrat rekli, da je bil to twist, ne da? Dobar je. Da bi pokazali pestrost aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo mladi in njihovi mentori, se zdaj obračamo k ljudskim pesmim in plesom. Skupino Tandem sestavljajo dekleta z osnovne šole Dornberg, ki jih je za folkloro navdušila mentorica Tatjana Črni-Logar. V plesni točki pa bodo združili 2 ljudska plesa, Mati pokliče pridne dekliče in Golico. In dovolite, da napovem še naslednje, Burbonke, pa so vokalna skupina vzgojiteljic iz Novogoriškega vrtca, imajo pa 2 ljudske pesmi in sicer Vsakdo mora imeti prijatelja in Pepjev. Ampak najprej gremo k plesu. Mati pokliče pridne dekliče in Rokavce, grute
naše veselje zdaj vaše naj bo, saj z vami deliti ga je prelepo. Tako kot do zdaj bo slovenski napev, Prešernega vriska odmev.
Danes oziroma nocoj imamo pa res različne glasbene goste. Poglejte, Tomaž Marc ima umetniško ime Tomos. Predvidevam, da je to precej dirkaško ime, ne? Ampak se povsem prilega slogu, kajti Tomaž je reper, ne? In mora hitro vrteti besede. Dober večer vsem. Upam, da smo se fajn. Ti si tista prava pot, ki me vodi skozi želje, ni samo punca, ti olepša mi življenje, si moj utrip srca, moj dih je tvoj dih, ko slišim ga, moj stik je tvoj stik, ko slišim ga. Ko slišim ga, bož hodil sem poščave, da sem našel moj zaklad za te preplubi oceane, ker mala preveč imam rad. Nočem biti srebrn za te, hočem biti zlat za me, preveč si draga, ne da se te prodat, ob tebi bom vedno, ni važno, kaj drugi rečijo, brisu biti solze tiste druge, da stečejo, daš mi energijo, kot drugi spijo, ne spim, za te živim, čutim tvoj utrip, ker ti si moja. Zvezda iz vesolja, ker ti si moja zvezdica, ker ti si moja zvezda iz vesolja, ker ti si moja zvezdica. Zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si. Ne da se razložiti, eno leto sem v drugem svetu, nisem si mislil, da bom nebesa kdaj zagledal, nimam kril, to vse eno sem letu, svoboden sem s tabo, pišem pesem za mojo malo, upam, da ne bo šla v pozabo, ko zbudim se zjutri s tabo, gledam te, kako spiš, ti si mi pokazala, kako je, ko življenje živiš, tečen si, docečen si, smotkica mala, uspešna si, da pa našaš mene, ne dam te nobenmu in tvoj smeh priliva se, z iskrco v očeh, veš, za te naredu bi greh, da bi zadnjič videl tvoj nasmeh, s tabo svet se ne neha vrtet, ne moram verjeti, koliko te rad imam, lepa si kot najlepši cvet in jaz verjamem naju, da nikoli te ne bom zgubil, ne bom te prizadel, mala, kot ti bom obljubil, ker ti si moja zvezda iz vesolja, ker ti si moja zvezdica. Gremo roke, ker ti si moja zvezda iz vesolja, ker ti si moja zvezdica. Zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si, zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si, zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si, zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si, zvezda moja si, ki mi sveti v temi, ki mi kaže vse poti, zvezda moja si, zvezda moja si, ki mi sveti v temi. Iluzijam predan in medtem sem mlada noč malo zmešal dan. To je bil
da mi spet glasno spregovori. Sreča zrase v ego trip za vrline noči. Hej, povej, daj povej, te zadev je ta val, ker je laž resničen svet preko hiši zrcal. Ali vem, kakšen film vrtim, v tej dvorani ni prostora za stranske luči. Vem, da lahko hodim po vodi in plavam nebo, zmorem vse to, roko potegnem čez prašno oko. Vem, da lahko kamen zamenjam za suho zlato, zmorem vse to, pa te zaupam in ljubim nebo. Vem, da lahko kadar noč zapre oči, me povleče s seboj, pride k meni tisti svet, ki je zlati oboj. Ko se srečen si podam, roko me veseli in iz tame se zasvetijo modre luči. Hej, povej, daj povej, ali veš, da sem kralj, moj pogled odpira vrata v hišo zrcal. Dobro vem, kakšen film vrtim, tej dvorani se učim delati to, kar živim. Vem, da lahko hodim po vodi in plavam nebo, zmorem vse to, roko potegnem čez prašno oko. Vem, da lahko kamen zamenjam za suho zlato, zmorem vse to, pa te zaupam in ljubim nebo. Vem, da lahko sprašno oko. Vem, da lahko kamen zamenjam za suho zlato, zmorem vse to, pa te zaupam in ljubim nebo. Vem, da lahko Bravo zveza, bravo vsi prostovoljci. Frightening sounds echo through the halls. Whenever candlelights flicker, where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight. Creak and the tombstones quake, happy haunts materialize, grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook may sit by your side, shrouded in a daft disguise. They pretend to terrorize, grim ghosts come out to socialize. Climbs high or dead oak tree, creepy creeps with eerie eyes, grim grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, restless bones etherealize, grim grinning ghosts come out to socialize. Grim grinning ghosts come out
to socialize. Like to join our jamboree, there's a simple rule that's compulsory. Mortals pay a token fee. Rest in peace, the haunting's free. So hurry back, we would like your company. Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death certificate. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
skupna točka goriških mažoret, ki jih bo spremljal Big Band orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada. Prosim, orkester! To je bil torej skupni nastop mažoret in Big Banda orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada. Ampak, poznate, zlati prah imaš v očeh ali pa med iskrenimi ljudmi. No, to sta dva evergreena, ki jih fantje preigravajo in pojejo oziroma igrajo na mnogih koncertih. Z njimi so peli tudi različni vokalni solisti. Nocoj oziroma danes imamo priložnost, da ta dva zelenčka slišimo v izvedbi Tatjane Mihelj. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala. Pri vseh drugih pa velja,
velja, da je nekaj slabega, če preveč priznam. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga zaenkrat izda, tudi zakrat pa malo med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem tam. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je sveti bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se zdiva ljubiš med iskrenimi ljudmi, zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem tam. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se zdiva ljubiš med iskrenimi ljudmi, zbudi. Naj se zdivam jutrišnji med iskrenimi ljudmi, zbudi. Hvala lepa. Zlati prah imaš v očeh, zlati prah poti, vonj po tujih tleh, zgodba praznih dni, lega na mej. Zlati prah imaš v očeh, morda je od zvest ali od želja, ni zlato svetov teh noči, ko ležiš ob meni. Zlati prah imaš v očeh, vsa sem iz zlata, zdaj sem srečen smeh, s tabo zagorim, kakor trava, kadar dolgo ni dežja. Zlati prah imaš v očeh.
sem iz zlata, zdaj sem srečen smeh, s tabo zagori, kakor trava, kadar dolgo ni dežja. Hvala lepa. To je bila torej Tatjana Mihelj, zdaj pa Big Band Slovenske vojske pod dirigentskim vodstvom Rudolfa Strnada in del njihovega železnega repertoarja. Pravijo, da fantje enostavno ne morejo brez te muzike. Sir Duke.
Z našimi otroki gremo v kino in v nova desetletja Zveze prijateljev mladine. Be
Torej, 6 desetletij imamo v roki in velik del tega obdobja, če ne najdaljši, je Zveza prijateljev mladine prehodila z roko v roki z Doro Krpanovo. Ja, naša Tršica je bila prva predsednica občinske zveze prijateljev mladine in zdaj je častna članica njenega predsedstva. Prosim, kar bliže. No, poglejte, odločnosti in energije ji ne manjka, ampak je rekla, da mogoče nam manjka malo srčnosti. Pa zdaj boste dovolili tole iz vsega srca. Presenečenje in potem, a boste kaj povedali? Tršica. Zdenkica moja. Hvala lepa, res je to presenečenje. Naj rečem, da ta šopek velja vsem prostovoljcem, ne samo meni. Vsem, ampak če bi hoteli vsem šopek dati, najbrž Zveza prijateljev mladine ne bi zmogla, ker jih je le preveč. Drage kolegice, naj bo ta šopek tudi za vas. Hvala lepa. Dovolite mi še nekaj, da bi ob tej priložnosti pa vendarle se zahvalili tudi naši sedanji predsednici Ivi Debetak, ki je to prireditev trmasto vztrajala, da mora biti ob 60-letnici in je v bistvu začela z nič, brez sredstev. In ko smo se dogovarjali za to prireditev, je rekla tako: na tej prireditvi bo dosti staršev, dosti ljubiteljev otrok, zato naj se vam ob tej priložnosti lepo zahvaljujem za vse prostovoljne prispevke, ki ste jih darovali v preddverju, v skrinjice. Vedite, da ta denar bo šel za pokrit stroške otrokom, ki so letos letovali in si niso mogli plačati letovanje. In še nekaj, v rokah držim to publikacijo, ta zvezek, ta zbornik, v katerem je zbrano naše 60-letno delovanje. Ko sem ga prebirala, se mi je zdelo, da sem šla skozi življenje. Veste, 60 let je dolgo obdobje in ta zbornik je na razpolago tudi v preddverju. Želimo za njega iztržiti kakšen prostovoljni prispevek, da bomo lahko pokrili njegove stroške. Zato ste vabljeni, da ga prevzamete zunaj. In ne samo to, preberite ga, boste videli, koliko dela je bilo opravljenega in koliko dela se tudi v tem času še vedno dela za naše otroke. In ne vem, hvala lepa vsem, ki ste kakorkoli pripomogli. Hvala lepa Dori Krpanovi, mi bomo rekli 60 let, pa kaj je toliko let, pa tako mladi. Mi smo večno mladi in zaokrožujemo to naše druženje z dnevom ljubezni.